Od liberalne demokracije Slovenije smo v zadnjem tednu dobili predlog sprememb in dopolnitev zakona o volitvah v državni zbor. Predlog je pripravljen zaradi opozoril o možnih nekorektnostih, ki naj bi se dogajali v prvem krogu volitev predsednika republike z glasovnicami iz tujine. Mi smo predlog liberalne demokracije proučili in sporočili, da želimo sodelovati pri pripravi dokončnega predloga sprememb in dopolnitev zakona. Menimo namreč, da je prvo nesprejemljivo, da je varovanje zakonitosti in poštenosti volitev tako zelo različno po zadnjih rešitvah zakona med volivkami in volivci v domovini in v tujini. Zato, da bi se zagotovila kontrola nad izvajanjem volitev, po novem volivke in volivci moramo celo sopodpisovati oziroma podpisovati, da smo sprejeli glasovnico in glasovali, ker ne zaupamo volilnim odborom, ki so desetletja upravljali dovolj korektno to nalogo. V tujini pa ni potrebno nobeno potrdilo, dobiš glasovnico, v nekaterih primerih celo glasovnico brez imen kandidatov in sam podpišeš volilno karto, ne da bi kdo nadzoroval, ali si jo podpisal sam ali pa še za koga drugega, pa se štejejo take glasovnice za veljavne. Menimo, da je treba to kot prvo temeljito proučiti, ker taka rešitev najmanj ni enakopravna glede vseh volilnih upravičencev. Drugo je vprašanje odločbe Ustavnega sodišča, ki pravi, da je treba preveriti, kje je možno govoriti o nezdružljivosti, kada so kandidati in člani določenih volilnih organov v sorodstveni zvezi, da ne bi bilo negativnega vpliva na delo volilnih organov. In kot tretje, mislimo, da je treba proučiti tudi, kako naj bodo opremljene glasovnice, ki se po pošti pošiljajo iz stacionarnih zavodov, bolnišnic in podobno, da ne bi bilo dvoma o tem, kaj je veljavno in kaj ne, in da ne bi volilne komisije bile tiste, ki sproti morajo o tem razmišljati. In zadnje, kar bi vas radi obvestili, je, da smo danes poslanski skupini Zares sporočili svoje stališče o predlogu glede interpelacije zoper ministra Mateja. Poslanska skupina predloga za interpelacijo ne bo sopodpisala, enako velja za posamezne poslanke in poslance. O svojem stališču smo dobro razmislili in se o njem tudi posvetovali v kolegiju predsednika SD. Prepričani smo namreč, da je treba v naslednjih mesecih do konca januarja in nobenega dvoma ni, da interpelacija pred januarjem ne more priti na dnevni red, realno planirati le eno res pomembno skupno opozicijsko aktivnost. In za nas je ta in prva prioriteta skupne aktivnosti referendum o zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Menimo, da te prioritete ne kaže mešati ali pa zamegljevati s kakršnokoli drugo aktivnostjo. Posebej zato ne, ker bo treba veliko storiti, da bi bili ljudje objektivno obveščeni o problemih, ki jih prinašajo spremembe in dopolnitve zakona, in ker že zdaj vemo, da se bo vlada in vladajoča koalicija zelo potrudila, da bi na tej točki tudi z veliko demagogije zavračala našo zahtevo za referendum. Poleg tega menimo, da je malo verjetnosti, da bi interpelacija bila izglasovana in tudi malo verjetnosti, da bi predsednik vlade sam menjal svojega ministra. Nam se pa zdi pomembno, da kot opozicijska stranka prikažemo, da nam je uspeh predsedovanja Slovenije v Evropski uniji pomembnejši od razprave o posameznem ministru vlade v Sloveniji. In končno, čeprav smo v javnosti o tem že govorili, naj samo ponovim,
Predlog ustavnega zakona o izbrisanih je za nas v celoti nesprejemljiv. O njegovi vsebini se z vlado ne mislimo pogajati. Jasno je, da je pripravljen za to, da bi izigral odločbo ustavnega sodišča in da vsebuje protiustavne rešitve. Ponavljamo zato naš predlog vladi, da ga umakne in s tem ustvari podlago, da bi lahko začeli razgovore o reševanju problema izbrisanih.